Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi vas rada spomnila na naš dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil 24. aprila ob 17. uri v Kristalni palači. Odgovorili bomo na 7 vročih vprašanj, ki bodo oblikovala naslednje desetletje. Na eni od okroglih miz bomo pa tudi obdelali slovenski borzni oziroma domači borzni trg, kje so priložnosti, raziskali bomo razloge, zakaj investirati v domače delnice in pa seveda poiskali tudi argumente, zakaj je mogoče kakšna druga borza ali delnica bolj primerna. Potem bomo preverili tudi, kakšne so bile pretekle dividende in kaj lahko pričakujemo letos. Preverili bomo tudi, koliko moramo vložiti v slovenske delnice, da dobimo nekaj stotakov ali tisočakov evrov dividend na leto. Malce se bomo dotaknili tudi izdaje ljudskih obveznic, kakšne so bile lekcije, za koga pravzaprav so primerne državne obveznice. Dotaknili se bomo tudi zakladnih menic, o katerih je govoril finančni minister Klemen Boštjančič, in pa seveda preverili tudi alternative slovenskim dolžniškim naložbam. Tako, gremo na današnjo vsebino. Zadnje čase se ravno zaradi izdaje ljudske obveznice zelo veliko govori o strategiji razvoja slovenskega trga kapitala. Izdaja je bila po besedah ministra za finance Klemna Boštjančiča uspešna. Ljudsko obveznico je upisalo skoraj 9500 državljanov, skupaj so upisali za 258 milijonov evrov te obveznice. Poprečna vrednost upisanih obveznic je bila 27.410 evrov. Na novo odprtih trgovalnih računov je bilo 5650, kar je skoraj 2/3. Torej, Ljubljanska borza je dobila zelo veliko malih vlagateljev. Mogoče samo kot zanimivost, dobila sem tudi sporočila enega od naših poslušalcev, ki ga lepo pozdravljam. Sporočil mi je: mamo sem poslal po ljudske obveznice in seveda so jo prepričali, da je dala 3/4 denarja v obveznico in 1/4 v njihov sklad. Mama ne razume točno, zakaj se gre, ampak so jo za nekimi odstotki prepričali, da je njihov sklad boljši. Zdaj je izpostavljena tveganju. Ali je to bilo v skladu s pravili? Odzivi vpisniki so bili zelo različni, nekaj njihovih odzivov smo zbrali tudi na portalu Bloomberg Adrije. Pri regulatorju, Agenciji za trg vrednostnih papirjev, pa so mi povedali, da niso zaznali nikakršnih kršitev in hkrati so me spodbudili, da vas pozovem, da v primeru, da niste bili ustrezno obravnavani, da jim pošljete sporočilo na info@a-tvp.si. Sicer pa smo veseli, da se je država odločila, da bo naredila prvi korak k spodbujanju razvoja trga kapitala tudi pri nas. Sem pa še vedno mnenja, da je država naredila premalo za finančno opismenjevanje državljanov o obveznici in na splošno razumevanje, kako trg deluje. Zdaj je na trgu cel kup novincev, vprašanje časa je, kdaj bodo prejeli prvi klic iz borzno-posredniške družbe, ker jim bodo seveda ponudili neke njihove finančne produkte ali pa kakšne delnice ali pa karkoli že. Previdnost v trenutnem okolju ni odveč. Za vse, ki bodo zdaj po zaslugi tudi izdane ljudske obveznice bolj pozorno spremljali borzno dogajanje, bom danes sogovorniki odgovorila na ključna vprašanja vezana na slovensko borzo in slovenske blue chipe. Slovenski SBI Top, kakorkoli, velja za enega najbolj donosnih na svetu. Delnice slovenskih blue chipov pa so tudi ene najbolj dividendno donosnih. Hkrati treba seveda opozoriti na številna tveganja, ki prežijo na male vlagatelje na domačem trgu. Z menoj sta upravljalca premoženja, ki budno spremljata slovenske borzne družbe, Rok Brezigar iz NLB Skladi in Matjaž Dlesk iz Triglav Skladi. Zdravo! Živa. Mogoče samo za začetek, za ogrevanje, kako vidva gledata na izdajo ljudske obveznice, glede na to, da imamo 6000 novincev, ki so odprli na novo trgovalni račun, se mi zdi, da je to zna biti kar zanimivo tudi za te novince, ki bodo mogoče zdaj malo bolj aktivno spremljali naš trg. Menite, da bi se lahko zdaj Ljubljanska borza mogoče prebudila? Konec koncev bi bilo mogoče to dobro tudi za vas, upravljalca premoženja, da se malo bolj prebudi ta naša zaspana borza. Ne vem, če bi rekel zdaj, da se je prav tako prebudila, ampak načeloma bi rekel, da je pozitivna zadeva. To, da so dali zdaj te obveznice, mislim, da je bilo celo
ker sem gledal celo par desetink odstotnih točk boljš, kot če bi se zadolževali, mislim za vlagatelje boljš, kot če bi se zadolževali na trgu. Tako da, ja, mislim, moram reči, da odkar so naredili to reklamo za te obveznice, me je klicalo kar nekaj ljudi, ki se običajno sploh ne ukvarja z investiranjem, tako da jih je malo spodbudilo, tako bom rekel, ljudi, ki ne investirajo, da dajo, ampak ja, načeloma je pozitivno. Zdaj ena taka izdaja ne bo jih čudežev naredila, ampak je zaenkrat imam dobro mnenje. Je bilo kar relativno majhna izdaja, 250 milijonska, tako da ne, to je... Tukaj vidim problem, ravno zato, da je bila 250 milijonska, ne, zdaj jaz upam, da bi to samo test, ne, in da to potem recimo sledi recimo še kakšna večja izdaja, ne. To, če gledam recimo Hrvaško, ne, so lansko leto izdajanje je bila kar v bistvu uspešna, zdaj pa v bistvu si izdajo že novo, ne, letošnjem letu. Tako da na ta način po mojem bi lahko zbrali kar lep kupček denarja, ne, če se s tem še država zniža, se pravi stroške zadolževanja bi bilo še toliko boljše, ne. Vemo, kakšne so obrestne mere na bankah, ne, tukaj, če dobiš še kaj več kot 2% na eno leto, si lahko že zelo zadovoljen, ne. In če dobi recimo 3% nekdo, ker se mi zdi, da recimo malo treba gledati, se pravi, sam tip investitorjev, ne. Te investitorji, ki so to pač kupili, to v glavnem iščejo fiksne donose, ne, se pravi, tukaj ne grejo neka velika tveganja, to naprej, boga neke fiksne donose in tam pa včasih res gledajo na vsako desetinko, ne, in če vidijo recimo, ne vem, banka mi tam nudi, ne vem, 2%, ne, tukaj pa recimo dobim 3, ne, je logično, da boš seveda v to, ne. Je pa res, da treba vedeti, ne, tukaj so tudi določeni skriti stroški, ne, kot je recimo odpiranje računa, ne, ker večina teh sploh ni imela računov, pa vodenje računa in tako naprej, potem, če bo hotel recimo prodati, potem so kakšni borzno posredniški stroški in tako naprej. Tako da to lahko na koncu kar dosti zmanjša v bistvu donos, ne. In tudi mogoče zaradi tega recimo, da ni bil naval na to še kaj še dosti večji, ne. Mogoče vseeno lahko še malce pokomentiramo to, kar je rekel pa naš minister za finance, da pričakuje, da bo v bistvu trgovanje z obveznico zelo živahno. Glede na to, da je lansko leto bilo, mislim, da z obveznicami, z dolžniškimi papirji 9 milijonov prometa na Ljubljanski borzi, koliko živahnosti pa tukaj potem lahko pričakujemo? A na sekundarnem trgu, ali kje? Ja. To ne vem, mislim, načeloma imamo, kar se tiče naših državnih obveznic, dokaj likvidne zaenkrat. Zdaj ne vem, koliko bojo pa ljudje, ki bojo zdaj kupovali, ki so zdaj kupovali te ljudske obveznice, dejansko potem tradali z njimi. No. Tradali. Jaz osebno mislim, da ne. Bomo pa videli, kaj bo, ampak če dosti ljudi šele zdaj odprlo trgovalne račune in potem s tem kupilo te ljudske obveznice, pričakujem, da bo večino počakalo do izteka. Ja, imam isto pričakovanje, oziroma tako je, tudi je mogoče pogledati, koliko depozitov se recimo razveže pred dospetjem, ne. In tle se mi zdi, da bo stvar podobno, ne, s tem treba vedeti, tukaj so potem še dodatni stroški, če se gre v prodajo tega, ne, tako da res dvomim, da bo kdorkoli šel recimo tukaj to prodajati, ne, razen če bo seveda res take finančne stiske, da bo pač rabo denar in da bo to edina možnost, ne. Potem se bo to množiti, tako da bo tukaj za neko živahno, mislim, kot prvo izdaja premajhna, ne, že recimo tak izdaja 250 milijonov, to so v bistvu neke minimalne izdaje, ne, potem se niti ne splača v bistvu neko izdajo. Že pri teh recimo izdaja že po defaultu v bistvu ni ne vem kakšne likvidnosti, ne. Zdaj pa če imamo še potem, ne vem, če bi imeli pa recimo dosti večjo izdajo, recimo ne milijard ali pa več, na primer, ne, bi po mojem recimo bolj trgovani lahko mogoče so še nekaj več pa to, ne, predvsem pa mogoče bi tudi malo bolj prilagajal recimo yieldom, ne. Je pa tako, ne, tudi je malo odvisno recimo od mogoče drugih, se pravi, alternativnih naložb, ne, zdaj če bo ta stvar nosila recimo, ne vem, 3%, ne, pa da potem, da se bodo na trgu recimo, da se pravi obrestne mere zmanjševale, ne, oziroma zniževale, kar je tudi v bistvu nekaj pričakovano, glede na to, kaj so preko makroekonomske pričakovanja, ne, potem bo kje dobil sploh v bistvu bolj donosno alternativo, ne, mislim, verjetno, da ne. Ja, okej, a gremo kar na naš SBI top, pojdemo pogledati najprej, sam za en tak uvod, slovenski SBI top vključuje 9 delnic, torej v košarici je 9 delnic, največji delež v indeksu ima delnica Krke, 28,5%, sledi NLB 21,8%, Petrol skoraj 20%, zavarovalnica Triglav skoraj 10%, pa so pa zavarovalnica Luka, Telekom Slovenije in Cinkarna ter čist majčken zanemarljivi delež v indeksu in sicer 0,5% ima Equinox. Danes se bomo bolj osredotočili na te delnice, ki
lahko premaknejo indeks. Zdaj, mogoče čisto na hitrco, malce sem pogledala, kakšne so bile kaj donosnosti našega indeksa. Recimo letos vidimo 10,35% donosnost, letos pomeni 2 meseca. Tako da imamo to definirano že vnaprej. Gre pa za reinvestiranimi dividendami in pa trenutno je 10. najbolj donosen indeks na svetu. Če gledamo mogoče malce daljše obdobje, 12-mesečno, SBI se nahaja na 22. mestu te svetovne lestvice indeksov s 23,6% donosnostjo, kar je kar solidno, ne? Medtem ko je recimo za primerjavo S&P, ameriški S&P 500 je zasedel 21. mesto z 24,9% donosnostjo. Ampak vsi vemo, da na borzo ne gremo za 1 leto ali pa za par mesecev, ponavadi gremo za daljše časovno obdobje. Zdaj, če pogledamo 10-letno obdobje, SBI Top je na 10. mestu z 239% donosnostjo, medtem ko je ameriški S&P 500 na 4. mestu s 315% donosnost. Tukaj so upoštevane reinvestirane dividende in vse je preračunano tudi v evrih. Zdaj, te dva trga sta popolnoma nasprotna, ne morete se v bistvu primerjati, sta popolnoma različna, ampak vseeno vlagatelji gledajo tako ameriški trg, kot očitno zdaj tudi je veliko zanimanje za slovenski trg, ampak se mi zdi, da je slovenskim vlagateljem mogoče ameriški trg lažje dostopen kot pa slovenski trg, zlasti tisti, ki kupujejo preko tujih brokerjev, ki so cenovno bolj ugodni, ne. Marsikdo se zdaj vse na tej točki pa sprašuje, ali bi mogoče malce raziskali tudi slovenski trg. Kako vidva gledate recimo slovenski ameriški trg, kako bi vidva recimo opisala slovenski trg enemu popolnemu nepoznavalcu našega trga? Mislim, v primerjavi z ameriškim se moramo zavedati, slovenski bistveno bolj tvegano, ne. Imamo v indeksu, če ste rekli, 3 velika podjetja in potem je še par majhnih, oziroma srednjih, pa še ne par majhnih. In je zelo specifičen majhen trg, ki je odvisen močno od politike tudi, ne, koliko zaupate našim politikom. Ameriški je še zmeraj bolj razpršen, ne, to je na 25 panogah, vedno je bil bolj inovativen, ne, če gledamo historično, zdaj načeloma je bistveno pred evropskim, pred kitajskim zdaj sploh. Tako da, mislim, jaz posebno ameriški trg vedno predlagam zaradi neke razpršenosti, predvsem panožne, ne, in zaradi stabilnosti ameriškega gospodarstva. Za Slovenijo je tako, jaz mislim, da je v redu, če sicer še se kdo investira, ampak bi mogel dati noter relativno majhen delež sredstev. Ne moreš, ne vem, 100% vse dati, nekateri marsikateri radi vrčujo, ne vem, dajo vse v Krko, pa v Petrol. To je kar tvegano, to daš samo eni firmi, pa še to v majhnem trgu. Ne. Tako da, kar se tega tiče, Slovenija je fajn, da imaš 5% delnic, recimo, mislim 5% premoženja noter. Zato je smiselno. Tako, to je pomembno vedeti, da tvegaš, ko daš na nek majhen trg, na neke manjše firme. Ne. Zato je bolj smiselno za povprečnega vlagatelja, da razprši po svetu, v Ameriko, recimo. To je totalna antireklama za slovenski trg. Dobar, 5% v redu, 5% izpostavljenost je tudi kar, a ne, v redu. Ni antireklama, ker načeloma, mislim, mi smo toliko veliki, kot smo in jaz se pravim, nič je v redu, če investira. Jaz ne morem človeku, sploh nekomu, ki ne spremlja trge, reči, da ne investira vse na slovenske trge, ker preveliko tveganje prevzame nase. No. Če gledamo, donosnost niti ni taka stvar, ne, mislim, taka stvar je, ampak če veš, zdaj je par odstotnih točk gor, dol, vse se bomo videli, kaj bo v prihodnosti, ampak tveganje je tisto, ki je pomembno v tem primeru. In Slovenija je v bistvu tvegana, ne? Že zaradi majhnosti. Že zaradi majhnosti. Povej, Matjaž. Dobar, samo relativno majhni, ampak še vseeno, kaj še ostane velikim, ne? Tukaj imamo vseeno donose, ne? Tako da, pa predvsem pa, jaz bi rekel tako, ne, mislim, zelo kje je razlika med ameriškim pa slovenskim trgom, ne, če bi iskali recimo nek dividend tilt, ne, se prav nekje iskalce, nekje dividend, ne, tukaj se mi zdi, da je Slovenija definitivno v spredju, ne.
Tukaj recimo v regiji recimo imamo mogoče še Romunijo, ampak potem pa že kar težko v bistvu najti neko državo, kam recimo tako visok dividendni donos, kot je recimo slovenski trg, ne, in to se po mojem dostikrat pozablja, ne. Ostalo seveda majhnost je, ne, tudi deloma bi rekel politična nestabilnost oziroma politična regulativa, predvsem, ne, ko se država kar odloči in naredi nek res oziroma zda nek ukrep, ki ni pričakovan in ima zelo negativno vpliv kot na kakšna podjetja. Ne. Tukaj recimo je problem, ki bi se ga dalo recimo v prihodnosti še izboljšati, ne. Ker take stvari tudi jasno tu investitorji gledajo, ne, in tukaj potem odvisno, če ni tujih investitorjev, mislim, sam slovenski trg težko recimo zdrži neko likvidnost, ne, zelo vzdržuje. Če pa gledamo recimo, če dobimaš kakšne spravo izven, spravo iz tujine, recimo neke investitorje, potem pa lahko stvar bistveno bolj zanimiva, ne. Tako da potem se likvidnost poveča in s tem se preko relativno tveganje se poveča, ne. Je pa tako, ne, mislim, to treba gledati recimo case by case, pravi vsako firmo, ne, če gledamo recimo skupaj, ne, naše firme, karkoli je bilo, tudi če je bila res neka velika kriza, ponovadi so relativno dobro šle iz tega, ne. Ok, je bil recimo kratkoročen šok, pa je recimo delnica padla, ne, ampak običajno bo takrat v bistvu čas za nakup, ne, tako da če gledamo recimo daljše obdobje, recimo 5-10 let, ne, vidimo kar neko, rekel, konstantno rast, ne, mislim, dobro, ne vse pri vseh papirjih, ne, ampak pri večini pa kar v bistvu se lahko opaža, da so imeli kar v bistvu pozitivne poslovanje oziroma pozitivne premike, ne. Zato je mogoče razlika z Ameriko, ne, da pač mi nimamo tehnoloških podjetij, ne. Da pač imamo tehnološke podjetja, ki se bolj rastejo, so bolj zanimiva, ne, so bolj v ospredju, ne, ampak tudi v Ameriki, recimo, če damo ven recimo teh top 7, ne, pa teh 7 tehnoloških podjetij, ne, dvom, da so donosi kakorkoli lahko primerljivi recimo slovenskim in tudi dividende, ne. Tako da tukaj za en strani, ok, ja, imamo določena tveganja, ampak tudi v bistvu donosi, ne, se mi zdi, da naša podjetja, rekel, če primerljivo gledam, kar rekel, zelo dobre rezultate delajo. To je res, to glede dividend je pa res, recimo, ne, če... O dividendah bomo še povedali, se bomo malce bolj poglobili v dividende in tudi vsak blue chip posebej bomo malce pogledali pa zanalizirali. Ampak preden gremo na to, bi pa vse mogoče se dotaknila vsem tega tveganja še malo, se pravi ta nizka likvidnost, ki se bo gosto očita Ljubljanski borzi. Zdaj, če pogledamo na Ljubljansko borzo, je bilo lansko leto 330 milijonov evrov prometa, samo z lastniškimi oziroma delnicami pa je bilo 320 milijonov, kar je 110 milijonov manj kot leto prej. Se pravi, v povprečju je bilo za skoraj 900 tisočakov prometa na dan, torej manj kot milijon. Kako gledate na to likvidnost? Pa recimo za nekega malega investitorja to verjetno ni taka težava, relativno hitro lahko prodamo na trgu te naše investicije, ampak za kakšnega večjega igralca zna biti pa to kar problem. Za večjega igralca definitivno, ne, ker tukaj, če recimo za milijon evrov, ne, pa to, če gledamo za kakšen večji tuji sklad, je to praktično drobiš, ne, milijon evrov, ne. In če prija sem, se pravi, ne more kar direktno iti na borzo pa kupi, ne, se pravi, ne more kar dati nalog, pa zale bo to v istem dnevu, to recimo, še s kakšnim algoritmom po možnosti, recimo, to je izvršeno, ne. Tako da tle dejansko tukaj je neka težava, ne. Za malo vlagatelje pa jasno, mislim, če gledamo samo malo vlagatelje, ki ima par tisoč evrov, tukaj jaz ne vidim kakšnih bistvenih težav. Dobro, je še vedno v bistvu ta spread, sprav med povpraševanjem na trgu seveda je, kar pomeni, da tukaj je še potem določen strošek dodaten, ne, ker pač, če kar direktno pač kupuje po ponudbi, ne, je potem seveda cena malo slabša, ne, kot če recimo bi bil res kompletno likviden trg, kjer so te razmaki praktično minimalni, ne, ampak še vedno mislim, da tukaj ni kakšnih bistvenih težav. Ne, za neke majhne ne, mislim, no, če biš ne manjša firma, je mogoče kupiti včasih tudi nekšnega posla na kakšen dan, ampak za nek tak, recimo jaz to pravim Slovenijo, mešani pri nas, ne, imam par milijonske pozicije določenih firm in vsakeč, če hočem narediti neko večji posud, ga moram razbiti čez par dni, ker to v enem dnevu ne morem. To so posli tako 30-50 tisoč evrov se že počasi zasičijo. Mislim, so izjeme Krka, pa recimo NLB so bolj likvidne, se tudi te držijo likvidnost gor, ampak ostale so pa... Ne morem zdaj prist pa reči, zdaj pa zdaj bilijon noter, ne. Če odštejem te dve, ne.
Ja, tako da mogoče tisti, ki imajo zdaj veliko denarja, mogoče v kakšnem depozitu, mogoče morajo upoštevati tudi ta faktor nizke likvidnosti, da ne bi šli zdaj z neko zgodbo, sploh pa ne v enem znesku na eno delnico, Bog pomagaj, to pa res, to smo že imeli s kakšno delnico prej izkušnje, pa tudi s kakšno regijo tudi, ne, regija Balkan in NKBM. A lahko mogoče se vsem dotaknemo ene zadeve, ki je v bistvu mi kar pritegnila pozornost, ko sem podrobno brala strategijo trga razvoja, ki so jo pripravili na Ministrstvu za finance, in sicer trenutno je Ljubljanska borza del robnih trgov, se pravi Frontier Markets. Zdaj sem to za ilustracijo, da se bojo ljudje znali predstavljati, katere države še sodijo v Frontier Markets, recimo največji trg je Vietnam, potem imamo Romunijo, Maroko, Islandijo, Kazahstan, potem so med Frontier Markets sodijo tudi Jordanija, Kenija, Latvija, Srbija, Hrvaška, Šrilanka in druge države. Cilj naše države pa je, da bi v bistvu mi postali del trgov v razvoju, kjer so pa države, kot so Kitajska, Brazilija, Češka, Grčija, Turčija in tako dalje. Kaj bi recimo to za Ljubljansko borzo pomenilo, če bi res postali del trgov v razvoju? No, jaz lahko recimo rečem, ker sprejemam recimo bolj romunski trg, ne, oni so tudi v bistvu en od kandidatov, kot si že omenila, ne, za to, da postanejo, se pravi, trg v razvoju, in tukaj pričakujejo, da se bo to enkrat dejansko to zgodilo, ne, in tukaj seveda je potem neko pozitivno pričakovanje, da bo več potem tujih investitorjev prišlo, ne, še drugi recimo te, ki lahko pač investirajo, pač sklade, ki pač recimo ETF ali pa kjerkoli, recimo pa tudi recimo kakšne druge sklade, ki recimo investirajo pač trge v razvoju, ne, potem začnejo dosti bolj gledati ta trg, in to za likvidnost pomeni jasno velik plus, ne. Seveda pa do tega statusa, mislim, to se ne pride kar tako, ne, tako da jaz upam, da na ministrstvu so točno pogledali, kakšni so seveda pogoji, da to se zgodi, ne, kar pomeni, da treba imeti kar v bistvu ene par podjetij, ki imajo tržno kapitalizacijo nad nekaj milijard evrov in seveda imajo tudi recimo konstantni dnevni promet tak, ne. Tukaj smo potem spet na tem, ne, spet smo na likvidnosti, ne, spet smo na velikosti trga, ne, ampak dejansko se mi zdi, da Slovenija trenutno nima dovolj podjetij, ne, da bi se recimo to lahko zgodilo. Ne. Ja, mislim, da jaz, ker sem gledal to strategijo, sicer načeloma je spodbudno, da malo spodbujajo ta trg. Ja, se strinjam s tem, da se izobražuje ljudi, to mislim, da močno peša pri nas. Te obveznice so tudi načeloma dobra stvar. Če hočemo kakšne večje premike narediti, jaz osebno mislim, da se mora država malo umakniti, malo manj birokracije, malo manj davkov. To so taki ukrepi, ki sprožijo potem kapitalski trg, mislim, rast kapitalskega trga, in to sicer ni nič narobe, kar delajo, to je v redu, sam mislim, da so bolj strukturni problemi tisti, ki nas težijo dol. No, vse to bomo tudi malo pogledali pri posameznih teh blue chipih, kje so kakšni izzivi. Rok, ti si prej omenil, da ima recimo ameriški trg 25 panog. Pri nas, recimo, če pogledamo, imamo na borzi 8 blue chipov, večina prihaja iz tako zelo razpršene panoge, imamo največ jih prihaja iz finančno-zavarovalniške panoge, NLBZ, Zavarovalnica Triglav, Pozavarovalnica, Sava, potem imamo enega farmacevta, Krka, enega trgovca z energenti, Petrol, pa Logista, Luka Koper, Cikarna Celje, ki prihaja iz metalurško-kemične panoge. Ni tako pestra panožna sestava našega indeksa. Ja, v Ameriki so, kot smo že prej omenili, veliko bolj zanimive panoge, mogoče IT, komunikacije, potrošnje, trajnih dobrin in tako dalje, energetika, veliko bolj zanimivo in pestro je. Ne? Koliko recimo je omejujoča ta panožna skromnost tega našega indeksa? To si že nekaj omenil, Rok, da je kar precej skromno pri nas. Ne? Je, pa tudi tipična je za emerging markets. Ne? Se pravi, če jaz gledam, pa vlagam zdaj v emerging markets, kaj bojo banke, zavarovalnice, energy, to imajo posod. Ne? Se pravi, ko nekdo hoče vlagati, bo bolj hotel vlagati v Slovenijo kot v določeno firmo, mogoče s kakšno izjemo. Ne? Zaradi tega je bilo fajn, manjka nam kakšne firme z večjo dodano vrednostjo, da tako rečem, kakšne tehnološke software, kakšen tak tip firme, ki bi lahko bil bolj zanimiv. Ne. To, kar imamo mi, je dokaj klasika. Ne. To je tak tipičen emerging markets portfelj. Zaradi tega tudi, po mojem, tuji vlagatelji nas tudi tako vidijo, vse logično. Ne.
nimamo pa tistih res takih firm, vsaj ne teh blue chipov, ki bi bili zanimivi, tako bolj growth firme, ko rečemo, ne, ki so bolj nagnjeni k rasti. Ne. To je malo problem. Matjaž, kaj pa ti misliš? Ja, jasno, ne, dobro, jaz pokrivam vse trge v razvoju, ne, pokrivam tukaj regionalne trge, tako da jasno, growth je problem pri nas, ne. Tukaj nijemo niti ene growth firme, ne. Mislim, dobro, sicer vse mogoče, kakšen sem pa tja poskušal profilirati kot to naprej, ampak če gledamo tako globalno pa to naprej, ne, tudi sajam panoga niso zdaj ne vem kakšen growth, ne. Ker tukaj recimo od IT-ja praktično nimamo skoraj ničesar, ne. Tako da tukaj ne, nimamo, problem, ne skoraj da, nimamo. Nijamo, ne, se pravi, če gledamo SB Top, z SB Top, ne, potem tle ni ničesar, ne. Če gledamo recimo neke druge trge, predvsem tam v vzhodnji Aziji, tam je lahko tudi z IT-ja, ne vem, 40-50%, ne. Tako da, no, odvisno je pač na vseh trgih, ne. Tako da, ja, drugače pa se pravi, banke pa zavarovalnice, te stvari so potem recimo zanimive, ne. Dobro, kakšna klasični emerging market, ima recimo kakšne rodarje in tako naprej, kar recimo mi nijamo, ne. Ampak tukaj smo nekje, ne. Pogledala sem si, katere so bile najbolj donosne delnice slovenske v zadnjih 5 letih, pa bom povedala samo mogoče v povprečju na leto, koliko so v zadnjih 5 letih naredili. Recimo Krka preko 20-21%, NLB 21%, Petrol 15%, potem pozavarovalnica 17%, povprečje indeksa je bilo pa 16,9% v zadnjih 5 letih. To so kar taki lepi donosi in marsikateri vlagatelj se v bistvu vpraša, katero delnico se splača za investirati. Danes, 22. februarja, pa se v bistvu tudi začenja ta sezona objave poslovnih rezultatov za leto 2023. Danes imamo objavo NLB in Luke Koper. Pa bi jaz najprej obdelala, če se strinjata, bančništvo, ker banke so kar zanimive. Za banke je v bistvu kar tako zanimivo leto, rekordno leto. Dobički vseh bank pred obdavčitvijo je lani v seštevku dosegel 1,137 milijonov evrov, je poročala Banka Slovenije pred dnevi. Banke so glede na lani, torej dobiček več kot predlani, torej dobiček več kot podvojile. Kako gledate v bistvu vi dva? Zdaj ne vem, koliko Rok ti lahko komentiraš, ampak na splošno panogo bančništvo po moje lahko. Kako gledate na te bajne dobičke bank in kako menite, da bo monetarna politika vplivala na poslovanje bank v prihajajočih letih? Ker se namreč napoveduje rezanje ključnih obrestnih mer še letos. Razmere so bile zdaj boljše. Včasih so bile zelo nizke obrestne mere in to močno spodjeda potem dobičke bank, ne. Zdaj, ko so v bistvu čas, ko obrestne mere zdaj padajo, ne, je to še najboljše, ker gospodarstvo pridobiva denar in se zbuja, hkrati pa so še zmeraj dovolj visoke obrestne mere, da se marže bank nekako so dobičkonosne, da so uredno. Ja, tukaj bi rekel, ne, se pravi, lansko leto je bilo izjemno, ne, ker zdaj, če gledamo recimo se pravi obveznosti do virov sredstev, ne, koliko se recimo donosijo, ne, in to so v glavnem depoziti, ne, ker v bistvu banke, ne, slovenske banke v glavnem so financirane z depoziti, ne, ki nosijo praktično, vemo koliko, ne, nič ali zelo malo, ne. Tako da ne rabijo v bistvu financirane strani recimo ECB, kakšnih obveznic in tako naprej. In po drugi strani pa ima presežno likvidne sredstva, ne, se pravi, teh depozitov niti ne rabijo, ne morejo vseh plasirati, ne, kar pomeni, da to lahko potem se pravi, ima pri računu ne pri ECB-ju, ne, zdaj pred kratkim, zdaj kakšne 2 leta nazaj recimo, ne, še niti ne, je bil ta stvar še, ta obrestna mera še v minusu, ne, kar pomeni, da se mora plačevati za to, zdaj pa dobivajo recimo 4% na to, ne. Tako da tudi je tle v bistvu neka zelo velika razlika, ne. Zdaj, jasno je, ne, pričakuje se, da teh 4% ne bo večno, ne, oziroma tudi lahko, da že v letošnjem letu, da bo lahko že dosti manj, ne. Potem pa bo treba to za nekako zakleniti, ne. In zdaj pa se da pa se to zaklene, ne, to pomeni pa, da mora za čim več kreditov po teh obrestnih merah, ne, da si potem v bistvu lahko te visoke obrestne mere lahko tudi v bistvu naprej spodbujajo se pravi rast poslovnega izida, ne. Drugače pa dobro, vse moje posebne pričakovanje so, da obrestne mere ne bodo šle zelo kmalu na nič, ne. Se pravi, da bomo tukaj 2-3%, po mojem še kar nekaj časa bi znali biti, no.
Ja, se strinjam s tabo, še dolg časa ne bomo na nuli. Mi se vprašanje, če bomo kdaj na minusu, kot smo bili. Ne? Ja, se banke so nikoli ne reči nikoli, ne. To se strinjam s tabo, ne smemo več tega sploh govoriti, nič nas ne sme presenetiti. Ja, se banke so se potem kar znašle in so začele zaračunavati strankam ležarine, tako da. A lahko mogoče preskočimo kar na NLB? Vem, Rok, da ti ne smeš komentirati NLB-ja, pa vseeno so komentirali drugi. Zdaj, trenutno delnica NLB kotira pri rekordnih 102 evrih za delnico. To je, jaz bom rekla, na Bloomberg terminalu sem pogledala, kakšne so trenutno ciljne cene, 12-mesečne ciljne cene, napovedali so 3 analitiki v februarju, so podali svojo oceno in sicer razpon vse od 117 do 135 evrov. Njihovo priporočilo je buy, torej kupi. Kako gledaš, Matjaž, ti na te ciljne cene, kakšna so potencialna tveganja za vse vlagatelje, ki zdaj gledajo vse te donose in te napovedi, kakšni bodo potencialni donosi lahko s to naložbo? Jaz bi rekel tako, jaz sem že mogoče malo te profesionalne bolezni, da sploh ne gledam teh priporočil, oziroma mogoče gledam samo kumulativno, kaj povajo, ker tukaj lahko pristranskosti pri eni, pri drugi stvari, kaj precej. Tako da, kar mene bistveno bolj zanima, jaz preberem to analizo, pa kaj jaz preberem, na osnovi česa so oni dali v bistvu to priporočilo, spravi, kateri so argumenti za ali pa proti nakupu. To je v bistvu tisto, kar mene v bistvu na koncu, kaj meni pretehta, a bom kar še stvar kupil, bom prodal, bom držal karkoli že. In tukaj pa seveda dobim tudi iz kakšnih drugih virov, mislim tudi recimo vsaj analitike imamo pač tudi vsako leto se dobimo spravi iz podjetij to naprej, potem hodimo na skupščine delničarje in tako naprej, tako da dobimo lahko tudi recimo iz kakšnih drugih virov, potem še recimo spravi neke informacije v poslovanju, tako da niti ne rabimo v bistvu za nekaj analitikov v bistvu samo tako, pač dva analitika načeloma ne bi smela imeti izga mnenja, Mislim, da je to, po mojem, res dobra analiza, da potem, da se imam soočiti tako naprej, ker na končni fazi v bistvu, kakšne so pričakovanja, to je napovedovanje prihodnosti. Tukaj ni zdaj to, da nekdo ima prav, drug pa da je čist narobe, tako naprej. Mislim, jasno, da bo nekdo pač prav imel, drug ne bo imel, ampak v bistvu da se recimo sooči mnenja, tako naprej, da potem dobimo neko sintezo teh mnenj, da si potem lahko ustvarimo neko sliko, kaj se bo dejansko s kakšnim podjetjem ali pa banko, seveda, da se bo dogajalo naprej. Tako da tukaj, če so seveda analitiki pozitivni, ampak to je pa tudi tako, mislim, analitiki so pozitivni takrat, ko stvari rastejo, in negativni takrat, ko padajo, tako da včasih je to treba v bistvu narediti kontra, pa takrat, ko imajo slabe napovedi, analitiki, oziroma še niso prilagodili za naprej, pa da vidiš recimo, da je neka stvar recimo zelo dobra, oziroma ti bi lahko pozitivno vplivala na kjerkoli v bistvu delnico, treba je to potem že kar v bistvu razlog za nakup, Ampak do tega treba kar dosti v bistvu informacije imeti. No dobro, da je mogoče zdaj konkretno pri NLB-ju. Kako ti vidiš NLB, se ti zdi zanimiv? Mislim, kakšne so potencialna tveganja, ko govorimo konkretno o NLB-ju? Jaz bi rekel tukaj, kar se tiče NLB, tukaj verjetno zniževanje obrestnih mer, to kako bo kaj vplivalo, čeprav dvom, da bo imel prav zelo velik učinek, Zdaj, za letošnje leto smo videli, spravi dobiček bo, vsaj če je malo projiciran, glede na Q3, pa če rečem, da bo recimo še v Q4, recimo, da bodo nekaj imeli, potem bo verjetno že nekaj dvakrat višji, približno kot recimo lansko leto, oziroma, tako bom rekel, bo isti kot lansko leto, ali pa samo mogoče večji, ampak treba vedeti, da lansko leto so imeli v bistvu prevzem, se pravi, M-banka, oziroma bivša Sberbanka in Slovenija, tako da bo zaradi tega v bistvu bil dobiček napihnjen, za letos bo pa to v bistvu celotno stvar bo iz poslovanja, Za tveganja pa težko rečem, mislim, če bo res v bistvu nek zelo hud obrat navzdol v evropskem gospodarstvu, kar spet dvomim, mislim, že vidimo recimo, da so določene države v recesiji ali pa na robu recesije, ampak tudi recimo Nemčija recimo trenutno ne stoji ravno najboljše, ampak tudi vidimo, da te stvari k nam pridejo z zamikom, ali pa mogoče sploh niti ne bodo prišle, oziroma se bo slovensko gospodarstvo na to nekako adaptiralo, Tako da vidimo, recimo, kakšni šoki, če so pri nas nekako čez čas se absolvirajo. Razen seveda politični šoki, te so pa lahko mogoče malo bolj komplicirani. Okay, zdaj, če se mogoče samo še dividende dotaknemo, NLB izplača 2-krat letno, 2,75 je bilo lanskem za preteklo leto izplačano, skupaj 5,5 evra bruto.
Dividenda donosnost mislim, da je okrog 5 ali 6%, če se jaz prav spomnim. Ne bom sicer tako, ne bom preveč pretenciozen, pa preveč rekel, ampak letos pričakujem kar bistveno višjo dividendo. Lahko pa, da bojo dali več v rezerve. Ne. Mislim, potencial imajo. Ker če gledamo, recimo, da lansko leto recimo, je bila tudi lahko dividenda višja, ne, ampak so rekli, da pač zaradi prevzema banke, ki bo v bistvu enkratni dogodek, ne, da bodo to v bistvu zadržali. Ne. Vete, se pravi, da je kapaciteta za letos kar bistveno višja, recimo, zato da lahko karkoli izplačajo. Ne. Vemo, kakšen je dobiček, vemo, koliko recimo dejansko potem na koncu izplačajo. Ne. Sicer maja meseca ne bi bila uradno, se pravi, objavljena dividenda. Ne. Dajmo se pustiti presenetiti. No. Mislim, da si ti in številni drugi analitiki, ki tako razmišljajo, pričakujejo višjo dividendo. Mislim, višja dividenda, definitivno recimo banka ima kapacitete, da to naredi, ne? Da bistveno višja dividenda. A bodo zdaj to dejansko to naredili, ne? A da bo rekel, ne, zdaj pa pač, mislim, predvsem pa, jaz bi rekel tako, od NLB bi predvsem pričakoval, da manj, ker to jim tudi vemo dosti tujih investitorjev, ne? To so pač tudi na londonski borzi, so njihove delnice, ne? Jaz bi pričakoval, da imajo res dividendno politiko in da pač rečejo, lejte, to, kar recimo bo payout, ne, se pravi, da se potem lahko že v bistvu naprej prilagodi, ne, se pravi, dobiček lahko že predvidevaš recimo nekaj časa naprej, že vidiš, če vidiš 3Q, pa če vidiš, kakšen so razmer bile v 4Q, ne, potem že lahko približno kar dosti natančno zračunaš, koliko bo recimo celoletni dobiček, ne, in če imaš celoletni dobiček, ne, potem če imaš payout ratio že določen, pač rečeš, toliko in toliko procentov bo dividenda, deliš številom delnic in vidiš, koliko delnic lahko dobijo, ne. Jaz zašel recimo tako računati, ne, tako da in so bile številke kar zanimive, pa ne bi zdaj o tem bolj detaljno. No, vse si že veliko povedal, tako da se. Ja. V glavnem. Okay, a gremo kar mogoče na delnico Krke, to je ljubljenka slovenskih oziroma malih vlagateljev, če lahko temu tako rečem, ker mislim, da imajo kar 41% vseh delničarjev predstavljajo v bistvu domače fizične osebe, trenutno kotira pri 117,5 evrih za delnico. To delnico spremlja tudi največ tujih analitikov. Mislim, da jih je bilo 6 danes na terminalu, ko sem pogledala. Razpon je kar zanimiv, od 111 do 150, kar tak širok razpon je. Dve priporočili sta hold, torej drži, 3 priporočila so buy, torej kupi, eno priporočilo je pa strong buy, ker je ciljna cena 12-mesečna 142 evrov za delnico. Vem, Matjaž, ti si rekel, da ne gledaš to svojega profesionalnega vidika, ampak marsikateri mali vlagatelj pa zelo rad prebere buy, hold, sell, ne? Tako da tudi na kriptotrgu imamo hodlarje, tako da tudi iz tam mogoče se bo kaj prenesel, ne? Saj te čisto razumem. Problem je samo priporočilo prebrati, ne. Če pa prebereš, zakaj je to priporočilo, ne, pa prebereš recimo, ne vem, eno sell priporočilo, pa zakaj je sell, pa eno buy, zakaj je buy, ne, in potem sam pri sebi recimo malo razmišljaš, zakaj bi recimo bilo, pa zakaj eno, pa zakaj drugo, ne, potem si pa lahko v glavi recimo narediš neko idejo, zakaj bi to stvar bila dobro zakupati, za prodati ali pa mogoče vseeno samo držati, ne. Tako je, jaz tudi fajn je pogledati, kaj napišejo, ampak samo sklep na koncu jaz dokaj ignoriram vse te tuje analitike. Se strinjam, ampak vseeno mali vlagatelji to radi pogledajo. Zdaj, kako vidva gledata na v bistvu farmacijo, konc koncu zdaj praznujemo drugo obletnico izbruha vojne v Ukrajini, tako Rusija kot Ukrajina sta za kar pomembna trga, mogoče kakorkoli se zdaj grozno sliši, pa sploh ne vem, če bi to rekla, ampak vojna je dobro dela marsikateremu podjetju za k ustvarjanju dobrih poslovnih rezultatov. No? Dobro, zdaj Ukrajina, se pravi, kar gledamo zelo vojno v Ukrajini, pa kje je recimo pred tem delnica, pa kje je zdaj vidimo, da smo na istem. Ne? Se pravi, takrat se je potem delnica kar zelo hitro se je spustila in zdaj pa vidimo, ne, da kakšnih zelo velikih učinkov na poslovanje Krke niti ni bilo. Jasno, bili so učinki, jasno, ampak če gledamo recimo pod črto, ne, dobro, pri njih je seveda večno vprašanje, se pravi, ruski rubelj, ne, se pravi, kaj bo s tem, ne, ker smo videli, da recimo 2022 je bila močna apreciacija rublja, z tega tudi recimo dobiček bil kar zelo velik, ne, lansko leto je bilo obratno, je bila depreciacija in na koncu bi zašlo že navzgor, ne, tako da je spet začel mečkaj naprecirati, potem ko je Ruska centralna banka dvignila obrestno mero, tako da težko reči, recimo, kaj bo letos, ne, ampak
Vsekakor pa pri Krki je tako, ne, mislim, to kakšnekoli, oni delujejo na teh, rekel, dosti težkih trgih, ne, se pravi, kjer imajo neka tveganja in tako naprej, ne. Dobro, so to recimo v Zahodni Evropi, ampak če gledam, kjer so njihovi največji trgi, ne, so v bistvu zunaj tega, ne, največji trgi, recimo Ruska federacija, ne. In na teh trgih so, rekel, zelo dobro zasidrani in vedno uspejo nekaj narediti. Tudi takrat, ker ne pričakuješ, da ti ne veš, recimo, kako bi lahko sploh karkoli naredili, ne? Tudi takrat jim uspe. Ne? In to je prav nekaj neverjetno, kako lahko to uspejo. Tam imajo dosti izkušenj tudi. Ja. Mislim, jaz vidim, predvsem tveganja so tukaj ful visoka za Krko, kar se bo zdaj zgodilo v Rusiji ali pa v Ukrajini. Težko karkoli napovedati, ker se spreminjajo situacije, ampak če bo tudi rusko gospodarstvo slejko prej bo klecano, bolj konkretno, zdaj, kaj bo to sicer pomenilo za farmacevta, ni tako močno. Ja, tako v bistvu spet tiste, rekel, kaj imajo recimo naše firme, ne, da v bistvu nekako so defenzivne, ne, se pravi, da so v nekih takih panogah, nekih zrelih panogah, ne, kjer enostavno tudi, če so kakšni pretresi, mogoče so trenutni pretresi, ne, ampak to lahko že naslednjo leto teh pretresov ni več, ne, in se potem rezultat popravi. Ne. In tudi pri Krki recimo, evo, se pravi, nikcer ni pretresov, ker je pač farmacija zelo stabilna panoga, ne, kar tiče zdravil, ne, tukaj zdravila rabimo. Ne. To ni tako, da če recimo zelo gospodarstvo se skrči za 20%, se bo zelo zdravila skrčila za 20%. Ne. Mogoče se bo nekaj poznala cene, mogoče bo nek minusni, ali pa mogoče tudi to ne bo, ne, ker enostavno to rabiš. Ne. Mislim, na ceni delnice se bo sigurno poznalo, samo verjetno ne v taki meri, kot bi se v kakšni drugi, ne. In se lahko hitro popravi. Plus to, da so oni razpršeni čez veliko število trgov, ne, tudi čez veliko število regij v bistvu, ne, ki so med sabo tudi dosti različne. Ne. Imamo tudi na eni strani imamo Zahodno Evropo, imamo potem se pravi Vzhodno Evropo, tudi se pravi na Kitajskem so zelo nekaj začeli delati, v Indijo se tudi zelo širijo, ne. Tako da tudi če imaš recimo neko diverzifikacijo poslovanja, ne, kot je recimo Krka, ne, tudi to je v bistvu nek velik plus lahko, ne, v vseh teh tveganjih. Ne. Kako pa je za dividendo? Lansko leto je bila 6,6 evra za bruto dividendo od delnico. Tudi analitiki tukaj pričakujejo, da se bo pač morala povišati. Sej, mislim, da se že čas, Krke se odvedno povečuje, nekako že vsi pričakujemo, da se bo povečala, verjetno se bo tudi zdaj. Mislim, da je razlogov, da se ne bi. Ampak, ja, bomo videli, se bo zdaj kmalu, ne. Edini razlog, da bi lahko bila manjša dividenda, recimo manjši dobiček v lanskem letu, ne. Ampak moram pa vedeti, da imajo to oni precej zadržanega dobička, da imajo precejšnje denarne rezerve, oziroma dobro, sicer nima več toliko denarja, svoj čas so imeli vse v denarju, ne, potem so dali v neke kratkoročne vrednostne papirje. Tako da, plus to, da treba vedeti, ne, to oni že 25 let niso znižali dividende. Ne. Tako da tudi letos resno dvomim, da bodo znižali, ne, verjetno bodo v najslabšem primeru izplačali enako dividende kot v lanskem letu. Ne. Ampak mislim, da je to konzervativna pač predpostavka, da bo dividenda enaka lanski, ne, verjetno, mogoče bo celo kaj večje, ne bomo videli. Verjetno bo rahlo višji. Mogoče rahlo više, ampak ne bo pa bistveno više, ne, ker pač, se pravim, dobiček vse ni tako zelo velik. Ne. A gremo kar naprej, mogoče z trgovcem Petrolom, ima tretjo največjo utež v indeksu, trenutno kotira pri 26 evrih za delnico, ni prav preveč analitikov, ki spremljajo to delnico, mislim, da sta samo dva, napovedujeta pa, da bo cena tam pri 30,7 evrih za delnico oziroma 28,4 evra. Ima pa novega predsednika uprave, ta družba, oziroma praktično je cela nova uprava. Z njim sem naredila intervju za Bloomberg Adrio, Sašo Bregar. Povedal mi je, to mi je bilo zelo zanimivo, da ne bodo pogledali stran od potencialnih prevzemnih priložnosti v Avstriji in Italiji. To je mogoče malo drugačna strategija, kot jo je imela prej Nada Popovič, Drobne Popovič, ker so pa res imeli fokus na regijo Adria. Zanimivo je tudi to, da je dodal, da je ohlajanje že tu in Petrol beleži približno 10% manjši odjem pri obstoječih kupcih. Potem je tukaj še nad njim visi ta ustavna presoja zaradi znižanja marže na bencin in dizel, kar je povzročilo poslovno škodo konec koncev podjetju. Kako vidva gledate na Petrol? Petrol kot
ta energetik ima problem, recimo za razliko od kakšnih drugih konkurentov, on ne proizvaja nafte, ne, in je dosti bolj odvisen od nihanja cen. Tako da zdaj oni so tudi še ena taka firma, ki je recimo bolj odvisna od izida konflikta v Ukrajini. Kakšne bojo sankcije, kako bo to vplivalo na cene nafte in kako bo to potem vplivalo na petrol. Kako ste rekli, te so bili ukrepi da se niso bile cene visoke in posledično je to slabo za samo družbo. Tako da vsaj, ne vem, zdaj za naprej zaenkrat zgleda v redu. Zdaj pričakujem, no, v glavnem še solidno poslovanje za naprej, bomo pa videli, kaj bo s tem tveganjem. Mislim, jaz predvsem imam problem s tveganjem. Katere so tista tveganja, ki so najbolj problematično vezana na petrol? Mislim, pa da bi jih treba izpostaviti. Cenami nafte, no, tako bom rekel. Cena nafte. Ja. Zdaj, kar se tiče teh prevzemov pa širjenja, to pa za moje pojme dobrodošlo v tem primeru, ker drugače je možnost rasti omejena. Kako pa ti, Matjaž, gledaš na petrol? Dobro, meni so tveganja, se pravi, tukaj je klasično podjetje s političnimi tveganji, ne. Predvsem vidimo, recimo, ko so lansko leto, ne, praktično kot strela z jasnega, so jim spet regulirali marža, ne. Se pravi, za 3 cente so znižali trošarine, pa za 3 cente so znižali, se pravi s trgovsko maržo, ne. Ampak trošarina vemo, kakšno je, tam, se pravi, dejansko pa zelo nizka je pa trgovska marža, ker pomeni, da je trgovska marža padla za tretjino, trošarina se zmanjšala, pa mislim, da niti ne za 10%, ne. Tako da tukaj je lahko velika razlika in se je to pri poslovanju samem, ne. Zdaj bomo videli, koliko časa bo ta trajala, mislim, da odlog, da zapade 29.2. Ne upam se predvidevati, kaj bo po tem datumom, bo to ukinuli, zdaj ne bodo, upam, da bodo, ne, mislim, to je bilo zelo dobro za petrol, če bi, ne. Predvsem pa bi bilo to dobro, recimo, da se takih ukrepov, da se pač ne izvaja, mislim, ker če je že Evropska komisija, recimo, že ugotovila, da pač pri nas vsaka neka konkurenca je, ne, vemo, zdaj pač imamo MOL, ki se je zelo ukrepil, imamo zdaj Shell, ki je pač ponovno spet v bistvu vstopil na trg, ne, tako da neka konkurenca v bistvu tukaj je, ne, ni to nekih dominantnega položaja. In bi lahko recimo tukaj malo sprostili pač ta trg, nekaj smo že imeli recimo sproščen trg, pa smo videli, da recimo ni bilo tukaj ne vem kakšnih cenovnih nihanj, oziroma da pač se je nekje cena začela formirati, ne, ker tudi treba vedeti, ne, da Slovenija je pač tranzitna država in predvsem gre tukaj večina goriv se potroši v tranzitu, ne, oziroma se pri nas toči, ne. In zdaj, če je recimo, ne vem, pri nas recimo bistveno višja cena, kot naprimer na Madžarskem, pa recimo v Avstriji, ne, ali pa recimo na Hrvaškem, ne, potem bodo seveda vsaj kamioni, pa recimo, če si ostali grejo čez našo državo, bodo verjetno potem točili drugje, ne. Tako da se tudi ne more privoščiti, da bo ne vem, koliko recimo zelo marža pač dvigoval, ne. Mislim, še vedno neki limit, ne. Tako da, če ne drugače, recimo tudi ljudje ob meji lahko potem hodijo recimo nekakšne druge recimo bencinske servise, potem recimo druge države, ki recimo so stvari bistveno cenejše, ne. Tako da že tukaj treba tle gledati z tega vidika, ne. Tako da regulatorna politika definitivno je. Zdaj, kar se tiče pa ostalih stvari, ne, mislim, da petrol v bistvu njihova strategija vse malo drugačna, ne, se pravi, oni bi se radi širili v bistvu tudi na električne avtomobile, oziroma pač vemo pač, da so tudi recimo podstavile vetrne elektrarne, sončne elektrarne in tako naprej, in da bo v bistvu vse nekako tudi pripravljeno na zeleni prehod. In tudi se pravi, potem druga stvar je seveda so še njihovo trgovsko blago, se pravi to, kar vidimo recimo na bencinskih servisih, ne. Tako da v bistvu naftni derivati na koncu, petrol recimo je ena od firm, kjer ne moreš reči, da so pa zelo prihodki relevantni, ne. Tam prihodki so polno relevantni, ker to v bistvu, ko bi rekel, servis države za pobiranje davkov, ne vem, recimo koliko je trošarin oziroma različnih davščin, recimo vključenih v ceno goriva, ne. Tako treba pač gledati kosmati izid, ne. Kosmati poslovni izid, ne, se pa tudi tisto dejansko so realizirali, ne, in potem iz tega recimo, ne, tako da nekje bi rekel na EBITDA ravni, tam so stvari potem mogoče primerljive nekje z ostalimi, ne. Pa seveda, kot je že Rok omenil, ne, seveda, petrol nima rafinerije, ne, recimo Hrvaška na primer ima rafinerijo, ne, pa tudi nima svojih recimo rezerv, recimo naftnih, recimo svojih naftnih polj, ne, in tudi ne gleda v to smer, ne, tako da prej bodo oni recimo, ne vem, imeli svoje vetrne pa
recimo sončne elektrarne, ne, in polnilnice recimo na svojih bencinskih servisih, ne, in na ta način, da bi potem pripomogli k zelenemu prehodu. Ne, tako da tudi na ta način v bistvu razmišljajo. Ne. In zdaj pa, če pa hočejo zdaj potem prevzemati spet neke podjetja, se pravi, ki se ukvarjajo z prodajo naftnih derivatov, ne, to potem pa ne vem, ko potem s to politiko, ko bo to usklajeno. Ne. Bilo pa zanimivo seveda, da prevzame koga, ki se prav ukvarja recimo z obnovljivimi viri energije. Ne. To ni definiral, na katere tarče ciljajo, tako da to bomo še videli. To je mogoče malo problem pri njih, oziroma tudi mogoče vidim kot delno tveganje, da se uprave pri njih v bistvu kar tako menjajo. Ne. Videli smo zdaj že dvakrat, v bistvu, ko je prišlo brez strela z jasnega, ne. Zamenjali so direktorja Petrola. Ne. In strani korporativnega upravljanja to ni ravno najboljša praksa. Ne. No, to sem ravno hotela vprašati, ne, kako je z temi menjavami v upravah. Vidimo te menjave v Luki Koper, vidimo v Telekomu, vidimo tudi v Petrolu. To lahko vpliva na zaupanje delničarjev? Seveda, ker običajno so to politične menjave. Ne. To sem tudi rekel na začetku, ne, da je bilo fajn, da se država umakne iz lastništva, vsaj bistveno bolj kot je zdaj. Ne. Ker zdaj vsakeč, ko pride druga vlada, da drugega od sebe, pa ne pravim zdaj, ali so sposobni ali nesposobni, samo ko se menjuje, ne. Če se na par let tudi fajn imeti neko strategijo, ne moreš v 2 letih. V 2 letih se lih začneš delati, tako rečem nekaj. Ne. Tako da ja, in to tudi mi gledamo kot dodaten problem, ki tudi vpliva na ceno, mislim, na nek način. Ne. Ja. V Krki konkretno imamo Jože Colariča tam. Ja. Ker sem že menil prej politično tveganje, to je točno v bistvu to, ne. Zakaj nas recimo, kot tu investitorji potem začnejo recimo zapuščati, ne, oziroma pač, da nas ne gledajo, ne. Ker če imate recimo, ne vem, na tak način se pravi menjave v upravi, ne, potem če imate recimo, ne vem, kar naenkrat vam daje neko regulativo, ne, da pač umeji maržo, na ta način lahko kar bistveno v bistvu oklesti dobiček, ne, po podjetja, ne. To so kakšne stvari, ki jih pač tu investitorji ne marajo videti, ne. Tako da to se treba tudi malo zavedati. Ne. Dobro, imamo pa recimo drug ekstrem, ki pa je kar lepo ustoličen, Jože Colarič kot prvi mož Krke že koliko časa, nisem gledala, ampak mislim, da že več kot 40 let v Krki. Ja, Krka je recimo en tak primer, ne. Krka je en tak primer, ampak tle treba vedeti, ne, recimo, da država v Krki sicer ima nek delež, ne, ampak je že kar v bistvu zelo močni so mali delničarji, ne, in tam, kjer recimo država nima nekega prevladujočega deleža, ne, se pravi, da nima tudi statutarno večino v nekaterih podjetjih, ne, ampak tam, kjer ima recimo nek prevladujoč delež, ne, oziroma tam se dejansko te stvari potem dogajajo, ne. Recimo tam, kjer pa država pusti stvarem po prosto pot, ne, pa tukaj lahko izpostavim recimo pozitiven primer definitivno NLB, ne, kjer je pač prepustila, se pravi pač ima zlato delnico, ne, pa 25%, ampak še vedno prepustila tuji investitorjem, ne, in če gledam recimo poslovanje pred tem NLB in zdaj recimo, ne, verjetno ni treba posebej razlagati, ne. Ne, to sem hotela, ker se mi zdi zanimivo, da mogoče zna biti pa potem, ko bo prišlo do menjave vodstva v Krki, do mogoče kakšnega nezaupanja delničarjev, čeprav tam že nekaj časa vzgajajo novega naslednika, ampak ni ga še, nekaj časa ga še ne bo, ne? A se bo začel pripravljati delničarje na prihod novega predsednika uprave? Se to je posod, ko pride nekaj novega, že če gledaš, ne vem, v športu, ko prije nov trener, tako je pogledaš, kako bo, pa ne, na začetku pač počakaš, pa upaš, da bo v redu in ja, testiran bo, mislim, vsaj v smislu, če bo kakšne nove posebne odstopanje od trenutnih strategij, bo itak seveda vsi malo zastrigli, ampak se to pač s časom, če tukaj ni večjih sprememb naprej, ne, mislim, v menjavah, mislim, da ne bojo menjavali še naprej, potem načelno, mislim, da ni to problem. Mene recimo nasledstvo, kar sploh ne skrbi, nekdo bo enkrat pač prišel, ne, in, ampak mislim, da tukaj tudi bo enkrat do tega prišlo, ne bo nekih pretresov, kar pomeni, da oni bodo pač nadaljevali svojo strategijo, ne. Vidimo, ne, pač poslovanje je uspešno, tudi če gledamo recimo se pravi zadnjih 5 let, ne, delnica v bistvu najbolj donosna, ne, kljub vsem pretresom geopolitičnim in tako naprej, ne. Tako da jaz mislim, da tukaj za njih ni nekaj strahu, ne, da bi za nekoga postavili recimo na čelo, ne, ki recimo na koncu bi negativno vplival na poslovanje. Mislim, da to ni opcija.
A gremo kar na pozavarovalnico Triglav, tam je tudi ustoličen predsednik, praviš zelo dolgo časa v zavarovalnici Triglav, ne. Pozavarovalnica je tudi že kar nekaj časa, ne. Ampak v redu, zdaj tukaj delnice zavarovalnice Triglav kotira pri 35,6 evrih za delnico, pozavarovalnica pri 28,4. Lani je bilo kar zahtevno leto za zavarovalniško in pozavarovalniško dejavnost, predvsem zaradi teh avgustovskih velikih poplav. Kakšne so tvoje pričakovanja mogoče? Kaj pričakuješ za lansko leto poslovanje? Zdaj, obe sta imeli težave zaradi teh ujm pač izplačil odškodnin. Tako da zdaj, če tukaj ne bo dodatnih letos, pol se bo verjetno počasi stabilizirano. Mislim, da tako hudo ni bilo. Nekako so pač lepo prebrodili, relativno. Na ceni delnice se je odrazilo, ne, logično, ampak zdaj za naprej, ne vem, mislim, da se nadaljujejo širjenje v tujino, kolikor vem, pa zdaj bi znalo vplivati pozitivno, če bojo obrestne mere se počasi zniževali za njihov naložbeni segment. Tako da zaenkrat jaz nimam nobenih posebnih skrbi za naprej. No. Jaz mislim, da so tiste stvari, kar so bile, so prebrodili. Jaz sem pogledala tudi, kaj se je dogajalo z delnico od takrat, ko so izbruhnile oziroma ko so poplavile te poplave. Se pravi, v bistvu, ja, kot si povedal, pozavarovalnica je v tem času od takrat od tega avgusta lansko leto pa do danes naredila 11% donosnost, medtem ko zavarovalnica Triglav 3,79%. Mogoče, Matjaž, vseeno, če lahko ti še komentiraš mogoče na splošno zavarovalniško panogo in izzive, ki jih čaka glede na tole globalno segrevanje in podobne zadeve. Ja, ravno to, ne, mislim, temu pri nas posvečamo zelo veliko pozornosti, se pravi globalnem segrevanju oziroma pač vplivu in se pravi vplivu podnebnih sprememb na poslovanje posameznih podjetij in seveda obratno. To še bolj v bistvu, ne, se pravi, kako podjetje samo vpliva na globalno segrevanje, ne. Vemo, tiste, ki ima recimo večji odtis CO2, ne, da potem, da te so recimo bolj recimo tvegane strani, spravi z vidika dolgoročnega poslovanja, ker je slejko prej bo treba pač ta ogljični odtis nekako spraviti v neko normalo, ne. Tako da, in jasno, mislim, če gledam celotno globalnega zavarovalniški sektor, ne, zna biti v bistvu klimatske spremembe na njih kar dosti negativno vplivati, ne, ker vemo, ne, škode so vsako leto večje, ne, kar se tiče samih ekstremnih vremenskih dogodkov, ne, in tukaj vsaj v bližnji prihodnosti, mislim tudi, da se bodo globalne klimatske spremembe, da se bodo pač te ekstremni vremenski dogodki, da se bodo za kar naenkrat prenehali, vsak bi želel to, ampak jaz mislim, da nažalost, še dolgo časa temu ne bo tako in bomo temu priča. Ne. Tako da to pa seveda, če gledamo zavarovalnice, seveda ni. Ne. Je pa seveda tudi potem obveznost za nas, ne, in kot zavarovalničar in kot investitor, da pač izbiramo tudi take naložbe in da usmerjamo kapital pač v to smer, ne, da se pač da se ogljični odtis, da se potem zmanjša. Ne. Mogoče bojo zavarovalnice si izmislili nov produkt in sicer zavarovanje proti posledicam globalnega segrevanja. Ja, jaz mislim, da tak produkt je recimo že v osnovi, se pravi, skoraj vsako zavarovanje premoženja. Ne. Se vidimo recimo, da ko so poplave v Sloveniji nastradali premoženje, ne, se pravi, nastradali so hiše, nastradali so avtomobili, ne, tudi če kakšne druge zgradbe in tako naprej, ne, tudi infrastruktura v končni fazi. Ne. Tako da so na ta način so v bistvu že zavarovalnice globalno gledamo, zelo izpostavljeno na to. Ne. A gremo se na hitro dotakniti še Luke Koper pa Cinkarne. Luka Koper, zelo zanimiva zgodba, lansko leto, konec leta, spet težave, izbruhnila je vojna na Bližnjem vzhodu, potem so bile težave na Rdečem morju, skratka, kar nekaj izzivov so imeli v Luki Koper, ker pa vseeno pravijo, da so v preteklem letu poslovali nad pričakovanji. Tudi povedali so, kakšne prihodke bodo ustvarjali, v preliminarni podatki so bili to 308 milijonov evrov, kar je v bistvu na ravni iz leta 2022. A lahko mogoče samo večkrat na hitrco pokomentiramo še to krizo na Rdečem morju in pa potencialno vpliv na Luko Koper? To načeloma, ja, vse na tem se dela zdaj. To sigurno drži, da
transport in verjetno do ene mere vpliva. Jaz sicer sem bil pred kratkim na eni konferenci, pa sem vprašal te s Pirejskega pristanišča, pa so rekli, da niso znali v bistvu dobenega znižanja teh kontejnerjev. Tako da, ne vem, zaenkrat tukaj večjih problemov ni. Je pa res, da deloma so te Rdeče more pa te težave, deloma je problem ta, ne bom rekel, decoupling s Kitajsko, ampak s tem, ko se poskuša omejiti malo trgovanje s Kitajsko, bi lahko to vplivalo. Ampak to so skrbi za naprej. Zaenkrat pa še ni prišlo do realizacije teh. Zaenkrat, kolikor vem, niso zaznali, si tudi rekla, ne, da niso zaznali dobenih problemov oziroma manjšega pretoka. Tako da težko rečem, je za pogledati, kaj se bo dogajalo. Ker zdaj so tam Američani, ne, s temi Huti, ki se ne vem, kaj so se zdaj še fajtajo, ne, ampak načeloma so se podaljšale poti, ker večina ladij gre okrog Afrike. Ne. In zdaj še ta situacija s Kitajsko, se pravi, je za biti previden, ampak zaenkrat se še ne poznajo. Ja, mislim, tukaj se mi zdi tale kriza v Rdečem morju tako, ne, na kratki rok ne bo kaj bistveno vplivala, oziroma poti ladjarje se bodo nekoliko prilagodile, ne. Na daljši rok je pa lahko zelo velik problem, če bi to recimo trajalo več let, ne. Ker tam pa treba vedeti, ne, potem se ta njihova geografska lega, ne, ki je zdaj zaenkrat v bistvu njihovo zelo prid, če bi se seveda šel v transport po Rdečem morju, se lahko potem ta pot zelo podaljša in tudi predvsej recimo nekih trgov, recimo tudi potencialnih, recimo lahko tukaj potem izpade, ne, oziroma potem bože ceneje, recimo, da ladje pride recimo nekam v severnomorsko pristanišče in se potem z vlakom potem transportira nekam v srednjo Evropo, ne. To je pa lahko pride po drugi poti, ne. Kako? Pa pride po drugi poti, ne, ker zdaj gre po notranji, ne, potem gre po drugi, so druga pristanišča, mora biti. Ja, druga pristanišča, ampak to je za njih potem minus, ne, to je potem za vsa severno-jadranska pristanišča potem lahko problem, ne, in tudi dobro, zdaj potem druga stvar so potem zdaj še, se pravi, investicije, ki moraš še izvesti za drugi tir, ne, se pravi za povečanje, tukaj bo in se pravi fizične investicije v infrastrukturo in tako naprej, tudi zaposlovati bo je moglo še na novo, ne. Tako zdaj sem ravno prej sem pogledal, sicer mislim, drugače ne vem, tako zelo detaljno številka, ampak njihova EBITDA marža projicirana za naslednjih 5 let ni bila tam okoli 29%, ne, medtem če gledamo lansko leto je bila še ni objavljena, ne, imamo potem, se pravi 2022 je bila čez 30%, tudi pred korono, recimo, se pravi 2019 in prej bila tudi v nekaj primerih tudi dosti čez 30%, ne. Tako da verjetno mogoče tudi tlele kakšen zaradi teh investicij malo pritiska na stroške, ne. Zdaj pa upamo, da se bo pač to Rdeče morje, da se bo čim prej razrešilo, ne. A gremo mogoče samo na hitro skočiti na Cinkarno Celje, ravno včeraj se je delnica Cinkarne pocenila za 13% in sicer za 20, in sicer je zdaj kotira pri 20,9 evra. Izplačana je bila dividenda ne za leto 23, ampak za leto 22. Tudi to je eden od razlogov, zakaj pač se špekulira, da je cena delnice upadla. Pa me zanima, kako vidva gledata zdaj na to samo panogo titanovega dioksida, tukaj kar nekaj izzivov, pa mogoče še to, no, Cinkarna Celje velja za eno najbolj dividendno donosnih delnic na Ljubljanski borzi. Se za isto ceno tudi padla, zato je ex-dividend padec, to ni, tako da, kar se tega tiče, ni problematična. Pa v preteklosti imela težave, ne, Cinkarna, mislim, da je od teh firm, ki jih imamo v SB Top, mislim, da je imela največje težave, kar se tiče poslovanja, ker po eni strani se je povpraševanje po njihovih produktih zmanjšalo, po drugi strani je pa cena titanovega dioksida rasla. To je kar slabo, ampak zanimivo pa še zmeraj je dividendna donosnost res najvišja, 13%, mislim, da sem gledal koliko. Zanimivo pa je to eno podjetje, ker recimo kriza v Rdečem morju pozitivno vpliva na njih, ne, ker zdaj se pravi, njihovi glavni konkurenti so v bistvu z Kitajske, ne, in zdaj Kitajci imajo zelo velike probleme v svojem nepremičninskem sektorju, ne, titanov dioksid se pa v bistvu uporablja najbolj za barve, oziroma pač za obnovo stanovanja in tako naprej, ne, oziroma pač za beljenje, ne, tako da zdaj imajo potem Kitajci pač daljšo pot, ne, oziroma večje stroške, da to pripeljejo v Evropo, ne, in to je potem za njih v bistvu boljše, ne. Je pa res, da pač oni so tudi recimo dali neke prognoze za lansko leto in za naslednje leto, ne, tako da niso, mislim, dobiček v lanskem letu in v letošnjem letu je projiciran bistveno nižje, kot je bil recimo
prejšnjih 2 letih, ne se pa 2021-2022, ne, tako da je zelo ciklična industrija, ne, definitivno je ta cikl zelo kar dosti prizadev, ne, koliko časa bo trajalo, to pa bomo videli. Upam, da so bili preveč konzervativni pri svojih napovedih, da bo dobiček za letošnje leto še celo nižji kot recimo za lansko leto. Bomo videli, upam, da ne. Se tukaj res zmotili. To panogo titanovega dioksida je res precej pretresla. Največji proizvajalec na svetu je propadel. Tako da, ne? To je bilo zanimivo opazovati. Kaj pa, če na hitro samo še pogledamo Telekom Slovenija, tudi ta delnica sodi med bolj dividendno donosne. Kako gledamo na Telekom? Ok, gremo naprej. Bomo zaključili. Ne, pač Telekom kot Telekom, jaz vedno tako tretiram. Tukaj pač je neka dividendna donosnost, ne. Zdaj, tudi tukaj ne vidim, kje bi lahko bil kakšen bistven upside, recimo na samem poslovanju, ne, kje bi lahko bila res neka rast v bistvu, ne. Tako da tle pač neka zrela panoga, kjer ni ne vem kakšnih rasti, so pa lepe dividende. Tako da pa tudi je treba vedeti, ne, da je Telekom v pretežni državni lasti, ne. Tako da za konec dajmo saj še na svet malim vlagateljem, ki bodo zdaj budno spremljali dogajanje na Ljubljanski borzi, mogoče celo kaj investirali, na kaj morajo paziti, Rok. Nekaj smo že povedali na začetku, ne? Ja, izven tega, mislim, se pravim, vedno se mora zavedati, da če vlagajo v slovenske trge, pač to majhen trg je specifičen trg. Mi imamo ta nek home bias, ne, rečemo, ko radi vlagamo v državo, v kateri smo, ne, ampak če gledam, ne vem, razliko med nami, ali pa ne vem, Litvanci, zakaj lahko bi v Litvo vlagal, ne. In se vedno, včasih smo preveč samozavestni, no, ko vlagamo v slovenske, mislimo, da poznamo firmo, ker poznamo pakšen proizvod, ali kaj takega, ampak jo ne. Tako da je potrebno malo previdnosti, pa se malo, ampak jaz osebno se zato tudi pravim, da je fajn, da se razprši svoje vlaganje tudi na druge trge, deloma tudi zato, ker ne, dosti dela, jaz bi rekel napako, ko investira v firmo, v kateri dela, ne. In ti imaš dvojno tveganje potem, ne. Potem imaš, če bi bila ta firma šla v težave, ne, lahko zgubiš službo in tvoje premoženje, ki si vložil v njo, ne. Tako da jaz osebno vedno rajš malo ven tudi dam, ne, da lahko to tako tveganje malo. Torej ne investiraš v delnico NLB, da se hecam. Ne. ja, osnovna pravila, da pač ne daš vseh jajc v eno košaro, ne. Tako. To je to, mogoče, Matjaž, bi pa vsem tebe nekaj drugega vprašala. Na začetku so omenjal, da zelo spremljaš romunski trg. Zelo veliko se je govorilo o romunskem trgu, neki novi igralci so na borzi, neki ETF-i se delajo na romunski trg. Dajmočka nam mogoče povej, zakaj ti je Romunija interesantna? Ja, pač to že v strategiji je že dalj časa, ne. Predvsem tukaj gledam tudi malo likvidnost, ne, ker mi imamo pač svoj sklad imamo, ne, in tukaj če gledamo recimo, tukaj smo imeli pač Zahodni Balkan, ne, se pravi država bivše Jugoslavije smo imeli noter, ne, in kakšne od teh trgov so dejansko zelo nizko likvidni, ne. Tudi recimo Bolgarija so imeli še svoje čase, ne, in tudi tam je bila likvidnost zelo slaba, ne. Tako da Romunija nas v bistvu bolj privlača zaradi likvidnosti, plus to, da je to pač neka gospodarska rast, ne, se pravi vse je neka tranzicija, vstopili so Evropsko unijo in takrat naprej imajo kar impresivno gospodarsko rast, ne. Tudi kar se tiče njihovega trga, ne, spet je dosti podoben slovenski, uspev neki financ, pa predvsem na strani energetike, pa še nekaj drugih firm, ne, ampak če potem se skupaj gledamo, to naprej se mi zdi, da so nas kar zelo podobni, ne, res treba vedeti, ne, Romunija je bistveno večja država kot Slovenija, to je pač 20 milijonov prebivalcev, ne, tako da je vse mogoče bliže potem recimo nekemu se pravi emerging trgu kot pa recimo Slovenija, ne, drugače pa se pravi tudi dividendna donosnost je še kar dosti v redu, ne, kar dosti državnih podjetij, spet seveda navezava na Slovenijo, ne, in ta državna podjetja pač v glavnem dobičke potem se pravi transferirajo potem državi, ne, vsaj v nekem delu, ne. Ok, ta trg bomo še malce bolj natančno pogledali v prihodnosti. Najlepša hvala obema, da ste se vzela čas za debato. Ja, super je bilo. Hvala. Tudi dragi poslušalci in gledalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.